Potres, to nenadno tresanje zemlje zaradi premikanja kamnin pod površjem, je ena najhujših naravnih nesreč. V preteklem stoletju je po svetu v potresih umrlo 500 milijon ljudi. Pri nas je v tem času 20 potresov povzročilo gmotno škodo, a na srečo smrtnih žrtev ni bilo. Slovensko ozemlje spada po številu in moči potresov med aktivnejša območja. Razlogi so v njegovi geološki in tektonski zgradbi. Seizmografi pri nas na leto zabeležijo več 100 potresnih sunkov, čutimo pa jih samo nekaj deset. Večji del slovenskega ozemlja je ogrožen do 7. stopnje, vmes pa so območja, na katerih so možni potresi do 8. in celo 9. stopnje. Potresno najbolj nevarna območja so ljubljansko, tolminsko, idrijsko in krško-brežiško območje. Evidentiranje potresov pri nas poteka od leta 1959, ko je bil zgrajen observatorij na Golovcu. Danes imamo več kot 20 opazovalnic z digitalno opremo, ki določajo koordinate, epicentre in globine potresov. Potresi udarijo nenadno, brez opozorila in uničevalno. Ni jih bilo mogoče in verjetno jih nikoli ne bo mogoče napovedati, mogoče pa je zmanjšati škodo in preprečiti žrtve. Če živite na potresno ogroženem območju, je dobro storiti naslednje. Določite varno mesto v vsakem prostoru vašega doma. To je lahko prostor pod masivno mizo, med podboji vrat, ob nosilnih stenah, stran od oken, omar in pohištva, ki lahko padajo na vas. Slik, ogledal in podobnega ne obešajte nad mesti, kjer ljudje spijo ali sedijo. Težke in lomljive predmete postavite na nižje police. Na stalnem mestu in pri roki imejte opremo prve pomoči in nujna zdravila, svetilko, prenosni radio na baterije. Pogovorite se s člani družine, posebno z otroki, saj bi vsak moral vedeti, kaj storiti. Naučite jih tudi, kje in kako se izključita elektrika in plin ter se zapre voda. Obnovite znanje prve pomoči in uporabo gasilnega aparata ter redno vzdržujte plinske in električne napeljave. Če boste na potres pripravljeni, boste med potresom laže razumno reagirali. Med potresom se umaknite na najbližje varno mesto in si zavarujte oči. Ne zapuščajte stavbe, ne uporabljajte dvigal in stopnišč, izogibajte se steklenim površinam, oknom in zunanjim zidovom. Ne prižigajte vžigalic, ne uporabljajte odprtega ognja. Če ste na prostem, se umaknite od stavb, dreves in električnih napeljav. Po tresanju tal. Če je z vami vse v redu, pomagajte drugim. Ne premikajte hudo poškodovanih, če niso v neposredni nevarnosti. Preglejte bivališče, predvsem ali so poškodovane električna, plinska in vodna napeljava ter zaprite ventile. Če ste ujeti med ruševinami, ostanite mirni, varčujte z energijo in v enakomernih presledkih udarjajte ob zid ali cevovodno napeljavo. Občasno pokličite na pomoč, da vas bodo reševalci laže našli. Ker potresov verjetno nikoli ne bomo napovedovali z dovolj veliko gotovostjo, je edini način obrambe pred potresi potresno odporna gradnja. Zato je pomembno pri graditeljih, da upoštevajo gradbene predpise, kajti le na ta način bomo zmanjšali potresno tveganje pri nas. Če pa že potres doleti nekoga v zgrajenem objektu, pa naj ravna predvsem brez panike in razsodno.